Pozdravljeni. Kam v resnici tako močno hitimo? Zjutraj zazvoni budilka in že hitimo se obleči in morda še pojesti zajtrk. Nato se z avtomobilom peljemo v službo in morda tudi pri tem hitimo. Ko smo v službi, delamo, kar služba zahteva od nas in pri tem hitimo. Ko odbije ura, da lahko gremo domov, spet hitimo. Ko smo doma, morda z otroci, počnemo stvari, se morda igramo, a vendarle hitimo. Nastopi večerja, gremo kuhat, hitimo. In ko je že dneva konec, hitimo, da ne zamudimo ure, ko gremo spat. In naslednji dan spet hitimo. In tako še naprej in naprej in naprej. Tak je namreč tempo naše družbe. Kam pa hitimo? Zakaj moramo tako hiteti? Česa se bojimo zamuditi? Ali kaj? Ali koga? Kaj želimo doseči s tem, ko hitimo, da ne bi kaj zamudili? Bolj kot hitimo, bolj bomo hiteli. In to ne vedoč, kam in zakaj. Kaj iščemo? Česa se bojimo, da bomo ostali brez ali izgubili, če ne bomo hiteli? Dokler hitimo, ne bomo uvideli, da tisto, kar v resnici iščemo in si želimo najbolj na celem svetu, ni v prihodnosti, ni neko mesto, ki ga moramo doseči, temveč je samo lahko tukaj in zdaj. In dokler bomo hiteli, tega ne bomo spoznali. To je podobno kot tista zgodba o ribiču in podjetniku. Ko je podjetnik na pomolu srečal ribiča v preprostem čolnu, ki je lovil ribe z eno ribiško palico. In podjetnik mu je takoj predlagal, da dokupi še eno ribiško palico, da bo čez dan ujel še več rib. In nato malo večji čoln in nato na koncu celo ladjo, da bo imel svojo posadko in da bo toliko rib lahko ujel, da si bo lahko kupil še večjo ladjo, na kateri bo lahko tudi njegov kapetan in posadka, da bodo lahko skrbeli zase in da bo on končno
imel čas, da lahko v miru na svojem čolničku lovi ribe. Ko je podjetnik nehal s to zgodbo, ga je ta človek vprašal, ribič ga je vprašal in mu povedal, da dejansko on to že sedaj počne. Tukaj in zdaj. Brez potrebe, da obhodi tako dolgo pot, če ima že vse, kar rabi, v tem trenutku, tukaj in zdaj. Ja, in enako velja za nas, ki tako hitimo in ne opazimo, da sebi ne bomo mogli dodati nič, ker se dejansko ne da dodati nič, ker imamo že vse, kar rabimo v nas samih. Vse ostalo so samo zgodbe, ki so žal resnične samo za našo glavo. Hvala.